Dober dan in vsem želim vse najboljše ob Dnevu Evrope. Praznovanje Dneva Evrope ni samo spomin na dan, ko so bili postavljeni temelji današnje Evropske unije. To je predvsem dan, ko se poveselimo ob vsem že doseženem. Hkrati pa je seveda tudi priložnost za razmislek o tem, kaj bi bilo še treba narediti, da bi tu v Evropski uniji živeli še bolje. Schumanova deklaracija je bila leta 1950 vizija nove Evrope, postavljene na povojnem pogorišču. Bila je jasen poziv k povezovanju in miru, s katerima bi dosegli gospodarski razvoj in socialno vključenost. S postopnimi koraki v vseh teh desetletjih povezovanja in skupnega dela smo dosegli ogromno. Evropska unija je danes največje svetovno gospodarsko območje. Je tudi območje največjega, najboljšega spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države, človekovih pravic ter tudi zaščite pravic pripadnikov manjšin v svetovnem merilu. Nikjer na svetu namreč ni življenje boljše, kot je tu. Pa vendar, ali želimo in ali lahko dosežemo še več? Ali smo dosegli popolno enakopravnost spolov? Ali pri nas zares ni nestrpnosti do drugačnih? Ali se ne dogajajo diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in starosti? Ali imamo vsi ustrezen dostop do zdravstva? Nenazadnje, če se osredotočim na ožjo temo današnjega praznovanja Dneva Evrope, ali smo zadovoljni s kakovostjo okolja, v katerem živimo? Res je, da imamo v Evropski uniji najvišje okoljske standarde na svetu. Imamo stroge predpise, pa tudi sredstva, ki nam zagotavljajo hrano brez škodljivih dodatkov, kakovostno vodo, dober zrak in zmanjševanje hrupa. Res je tudi, da smo vodilni v svetu v boju proti podnebnim spremembam, tako z uvajanjem čistih tehnologij, kot tudi z razogljičenjem energije in transporta. Ker smo najbolj razvito gospodarsko območje na svetu, je normalno, da nosimo pri tem prehodu tudi večji delež v primerjavi z državami v razvoju. V prizadevanjih za lokalno boljše okolje in uspešen boj proti podnebnim spremembam na svetovni ravni pa se mora vsak od nas vprašati, kaj lahko prispeva sam. Ali je zares treba, da se v nekaj 100 metrov oddaljeno trgovino peljemo z avtom, ali pa bi lahko tja preprosto odšli peš ali s kolesom. Ko gremo na sprehod, ali vzamemo s seboj plastenko vode ali pomislimo, da bi bilo bolje, da jo v steklenico natočimo iz pipe. Navsezadnje, ali zares potrebujemo toliko majic in čevljev, kot opozarja ljubljanski grafit, samo preveč je dovolj. Tu smo se zbrali, ker nam ni vseeno. Slovenijo in Evropsko unijo imamo radi. Prav zato praznujemo Dan Evrope. Ker nam ni vseeno, pa smo pripravljeni tudi kaj narediti, da bomo še naprej dobro živeli in da bo to veljalo tudi za naše zanamce. Ponotranjiti moramo sporočilo 3 R-jev: reduce, reuse, recycle. Pri tem ne gre za zapletene ali nedosegljive cilje, nasprotno, zelo enostavno je: zmanjšaj porabo, uporabi znova in recikliraj. Samo če bomo vsi tako živeli in delali, nam bo uspelo. Le tako bomo namreč ohranili Slovenijo takšno, kot je zdaj. Vsem želim srečno in še enkrat vse najboljše ob Dnevu Evrope. Your Excellencies, let's celebrate Europe's Day together. Happy birthday, Europe, and thank you for coming to celebrate this event in the center of Ljubljana. Thank you very much. Hvala lepa.